Zdaj že dober večer. Mi smo zdaj danes zadnji, sicer po protokolu so zadnji najbolj pomembni, jaz sem samozavestna po naravi, ampak vem, da ste vsi že utrujeni, ampak kljub temu lepo pozdravljeni tudi v imenu Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije. Jaz sem ena izmed 7 oseb ženskega spola tukaj, ki mi je ime Maja Radilović-Hajdič. Z mano so pa še Franja Centrih, jaz sem skoraj čisto prepričana, da je edina z imenom Franja tukaj, pa še Polona Trebušak, ki pa verjetno ima še kakšno soimenjakinjo. Zdaj, mi smo se tole predstavitev zamislili tako na podlagi tega, kar so pravzaprav z naslovom napovedali naši kolegi iz Zveze ljudskih univerz pred nami, da bojo govorili o temu, o 60-letnici delovanja in pa tudi v skladu s tem, kar je namen tegale skupa našega. To se pravi, mi si želimo govoriti o prihodnosti. Zdaj, jaz sem sicer imela še včeraj zvečer večkrat pomislekov, kar sem vam dala zgor, ampak po tem, kar se je danes zgodilo, sem čist prepričana, da je prav. To se pravi, prihodnost ljudje danes napovedujemo bodisi z vedeževalkami, ki imajo okrogle pa karte, ali pa glede na podatke. Mi smo pa, če se danes ozremo, kar nam je bilo povedano nekje na sredi. Malo sicer bomo šli naprej po podatkih, pa po raziskavah, ampak kar precej pa tudi po krogli. To se pravi, ne vemo točno, kaj se bo zgodilo. In mi smo s tole predstavitvijo, oziroma želimo s tole predstavitvijo predstaviti predvsem to, kaj si članice našega združenja predstavljajo, da mora biti v bodočnosti. Tako da tole nima zdaj neke, ne vem, kjere znanstvene podlage, ima pa 60 let izkušenj. Tole, kar bomo pač želeli povedati. To se pravi, naša vizija našega združenja je z izkušnjami preteklosti, se pogumno soočamo z izzivi sedanjosti in ustvarjamo pogoje in možnosti za vseživljenjsko učenje prihodnosti. Mi tukaj vidimo 2 najbolj pomembni stvari. Prva je kakovost. To se pravi, jaz sem, moj kolega Bojan je rekel, da mi se ne sliši preveč samo všečno, da smo najboljši, jaz nam to nič rekla, mi smo najboljši ljudske univerze. In en razlog, da smo najboljši, je to, da smo kakovostni, da imamo kakovost, da imamo modele in da se ne gremo izobraževanja čisto samo zato, ker imamo slučajno nekaj časa. In pa na drugi strani tisto, kar mi želimo, to smo tudi danes že govorili, je pa, da ponujemo programe za vse ciljne skupine. To se pravi, naš cilj mora biti vsi odrasli. Zdaj, če v kakšnem obdobju zaradi razmer damo kakšnemu prednost, je to čisto v redu, ampak skozi moramo pa slediti cilju, da so vsi odrasli naša ciljna skupina. Mi smo si zdaj zamislili tako, da vam bomo predstavili 5 področji dela, na katerih mi mislimo, da sloni naša prihodnost in so za našo prihodnost najbolj pomembni. Tako da zdaj bom jaz prosila kolegico Franjo, da predstavite prvo, tisto, kar sem tudi jaz v skupini povedala, da mora biti središče. To se pravi svetovanje, s tem, da mislim svetovanje pač v okviru tako svetovanja, vrednotenja in samostojnega učenja. Franja, izvoli. Hvala. Torej, seveda smo v fokus naše vizije postavili svetovanje, kot je že Maja rekla, zato, ker mislimo, da je svetovanje pač ena temeljna prioriteta v prihodnosti. Mislim, da smo danes kar velikokrat slišali tudi utemeljitev na to temo. Svetovalno dejavnost namreč mi razvijamo praktično zadnjih 20 let, seveda pod vodstvom in skupaj z Andragoškim centrom Slovenije. Zato nam je ta dejavnost tako pomembna. Mislim pa, da o dejavnosti ISIO, na kateri temelji tudi naša prihodnost, veste že vse, zato smo se mi nekako fokusirali na svetovalca prihodnosti, torej svetovalca, ki bo deloval v svetovalni dejavnosti. Zdaj, če bi malo kasneje boste videli filmček, v katerem razmišljamo o tem, da se umetna inteligenca vriva pravzaprav na različna področja.
Kolegice so izbrskale podatek in zelo podkrepen podatek, da celo svetuje pri najemanju posojil. To zelo verjamemo. Verjamemo pa tudi, da ne glede na splošno digitalizacijo, umetna inteligenca pravzaprav ne more nadomestiti človeka. Mi mislimo, da je za svetovanje in vrednotenje znanja seveda ključnega pomena čustvena inteligenca, saj je eno od ključnih pravil komunikologije, sem prepričana, da ste ga že večkrat slišali, in psihiatrije ta, da bodo ljudje kmalu pozabili, kaj ste jim povedali, ne bodo pa nikoli pozabili, kako so se ob tem počutili. Torej, naša vera je, da morajo biti svetovalci ljudje. Nekaj preprostih dejstev o tem, ki podkrepijo to, kakšen naj bo svetovalec prihodnosti. Torej, svetovalci prihodnosti naj motivirajo. O tem je danes govoril tudi minister, vsaj jaz sem ga tako razumela. Namreč gre za to, da se delež vključenih vseživljenjsko učenje v Sloveniji starostjo upada hitreje kot v nekaterih drugih državah in je zato ta motivacija zlasti tistih, ki niso tako motivirani za učenje, toliko bolj pomembna. Drugo dejstvo je, da je daljša delovna aktivnost in pa tehnološke spremembe zahtevajo tudi stalno izpopolnjevanje veščin za večjo prilagodljivost posameznika, tako na delovnem mestu in seveda pri zaposljivosti, zato je zelo pomembno, da svetovalci usmerjajo v pravo izobraževanje. Pri spodbujanju daljše delovne aktivnosti, torej tudi s podpiranjem več karier, pa so svetovalci tisti, ki vodijo postopke vrednoten pridobljenih znanj. Mi verjamemo, da bo Slovenija v prihodnosti potrebovala še veliko več strokovno usposobljenih svetovalcev in strokovnjakov tako za svetovanje v izobraževanju odraslih, kot tudi vrednotenje različnih strokovnih področij. Mislimo tudi, da mora ostajati storitev svetovanja brezplačna tako za podjetja, kot tudi posameznike, torej za osebno in pa poklicno rast. Več o tem bo spregovoril filmček, ki so ga posneli naši kolegi. Ker je pa filmček malo dolg, bi pa mogoče jaz samo povzela. Yes, talking to people is my primary function. Nas ne more, ne? To je odgovor na vprašanje. V filmčku boste spregovorili dve gospe, najprej sicer gospa Alenka Vovk, ki prihaja iz invalidskega podjetja, je kadrovica, ki bo poudarila pomembnost vrednotenja Družba Prima je invalidsko podjetje. Zaradi značilnosti naših zaposlenih je vrednotenje neformalno pridobljenega znanja še toliko bolj pomembno. Nam kot delodajalcu vrednotenje omogoča vpogled v kadrovski potencial, kakšna znanja in kompetence so naši zaposleni že pridobili oziroma kje je še prostor za nadgradnjo znanj, ki bi jih na delovnem mestu potrebovali. Jaz predlagam, da si celoten filmček potem kasneje ogledate, ko bo objavljen. Mogoče bi pa samo povedala, da je gospa zaključila svojo predstavitev s tem, da je povedala, da oni skrbijo za svoje zaposlene že sedaj, da bodo skrbeli za bodoče in da bodo tudi vlagali vseživljenjsko učenje svojih zaposlenih. Druga predstavnica je, danes smo slišali, da smo pogrešali sindikate, bi pa rada povedala, da smo sindikati že kar navezali močnosti. Konca leta 2017 izvajamo projekt za krepitev socialnega dialoga. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Glavni cilj projekta je krepiti usposobljenost članic in članov Zveze svobodnih sindikatov za učinkovitejše sodelovanje v procesih socialnega dialoga. In sicer s poudarkom na področju poznavanja ter uveljavljanja pravic na trgu dela, pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc ter varovanja in ohranjanja zdravja. Ciljne skupine projekta so zaposleni v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, sindikalni zaupniki in celotno članstvo, delavke in delavci. Ena od projektnih aktivnosti pa je tudi vzpostavljanje regijskih
mrež, v okviru katerih krepimo sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami. Oblikovanje regijskih mrež predstavlja novo poglavje sindikalnih aktivnosti, digitalizacijo, vse večjo avtomatizacijo delovnih procesov. Torej, gospa govori o tem, kako smo vzpostavili sodelovanje skozi projektne aktivnosti, poudarja, torej, kot sem rekla, vzpostavitev regijskih mrež in pa cilj, ki ga ona vidi v sodelovanju s svetovalnimi središči ISIO, ključni cilj opolnomočenja zaposlenih. Bi pa morda zdaj preskočila na zadnji del, kjer nam pa magister Tanja Vilič-Klenovšek pravzaprav povzema tiste ključne. Prihodnost svetovalne dejavnosti vidim v še večji podpori odraslim pri odločanju za izobraževanje in v podpori na njihovi poti učenja, da bo svetovalna dejavnost še naprej dostopna brezplačno. Pri tem je pomembno tudi vrednotenje že pridobljenega znanja odraslih, ne glede na to, kako je odrasel pridobil to znanje, po kateri poti. O obeh možnostih moramo odrasle informirati. Tudi s terenskim delom, kar smo že začeli uveljavljati v naše delo. Moramo iti izven naših izobraževalnih organizacij in doseči odrasle tam, kjer delajo, živijo, kjer vsakodnevno se srečujejo z drugimi vidiki svojega življenja. Odrasel bo potreboval podporo pri premisleku, katere kompetence potrebuje. Kompetence prihodnosti so danes že tukaj in hkrati se tudi že danes spreminjajo. Kateri programi izobraževanja so na voljo, kako graditi svojo kariero pri delu in v osebnem življenju. Model svetovanja središč ISIO, ki ga stalno nadgrajujemo, že imamo razvit. Po nas se zgledujejo tudi v nekaterih evropskih državah. Potrebno pa bo zadostno število svetovalcev za izzive prihodnosti, zato želimo, da bi z umestitvijo svetovalne dejavnosti v javno mrežo izobraževanja odraslih, da to bilo zagotovljeno, da bomo imeli svetovalce, ki bodo visoko strokovno usposobljeni, da bodo tudi sami imeli razvito široko paleto kompetenc, od širokega poznavanja področja izobraževanja odraslih, trga dela, poti razvoja kariere, do spretnosti komuniciranja, vodenja svetovalnega procesa in razvitih osebnih kompetenc, empatije, čustvene inteligence, timskega sodelovanja. Kot najbolj učinkovit se je izkazal individualni pristop v svetovanju in tega moramo krepiti tudi v prihodnje. Odrasel od nas pričakuje celosten, mi radi rečemo holističen pristop, da ga razumemo v njegovih potrebah, ga znamo motivirati in da ga vodimo skozi njegovo pot vseživljenjskega učenja. To so tisti ključni poudarki za prihodnost svetovalne dejavnosti. Mislim, da k temu ni kaj več dodati. Gremo na našo naslednjo temo, ki si jo pač predstavljamo kot eno najpomembnejših v bodočnosti in sicer na medgeneracijski ali večgeneracijski, kakorkoli že imenujemo, dialog. Polona, prosim. Izobraževalci odraslih smo na osnovi dosedanjih izkušenj pri delu z različnimi generacijami, različnimi ciljnimi skupinami prišli nekako skupaj do zaključka, da bomo v prihodnosti, predvsem z medgeneracijskim dialogom, lahko prispevali k razvoju 10 ključnih kompetenc in sicer zato, da bo kakovost življenja posameznikov boljša, večja, bolj povezano delovanje skupnosti in pa seveda večjo uspešnost gospodarstva. Tako da na naslednji drsnici lahko vidite razvrstitev top 10 kompetenc, glede na njihovo pomembnost, verjamem, da to poznate. Se je pa ta pomembnost v 5 letih, se pravi od 2015 do 2020, spremenila. Na prvem mestu še vedno ostaja kompetenca reševanja konfliktov oziroma reševanja izzivov. Močno pa se povzpela po pomembnosti kompetenca ustvarjalnosti, se pravi z 10. na 3. mesto. Kot novi kompetenci prihodnosti pa sta se pravi, oziroma vedno večja je zaznana potreba po čustveni inteligenci in pa kognitivni prožnosti. In to je tisto, kar nas bo, izobraževalcev odraslih, vodilo tudi pri pripravi naših programov in dejavnosti. Tako da nekako verjamemo, da z razvojem 10 kompetenc prihodnosti bomo tako lahko izobraževalci odraslih prispevali k reševanju izzivov, tudi ki jih prinaša dolgoživa družba.
in pa s programi, dejavnostmi za razvoj kompetenc prihodnosti v obliki prenosa znanj med generacijami, bomo lahko, kot smo že danes večkrat slišali, spodbujali k aktivnemu in pa zdravemu življenju vseh generacij, ozaveščali, omogočali prenos znanj, spodbujali ustvarjalnost in krepili dopolnjevanje na delovnem mestu in na tak način tudi nudili podporo gospodarstvu in pa produktivnosti, seveda zagotavljali možnosti za izobraževanje, razvoj ustvarjalnosti v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posamezniki prevzemajo. In pa tista, kar smo tudi že danes večkrat slišali, prenos znanja med generacijami za učinkovito uporabo sodobnih tehnologij in tako omogočili tudi ranljivim skupinam vstop v digitalni svet in ne nazadnje osmislili zdravo družbeno udejstvovanje in pa aktivno državljanstvo vseh generacij. Lahko rečemo, da smo ljudske univerze v 60 letih pridobile neprecenljive izkušnje na področju dela z ranljivimi skupinami, predvsem tako ali drugače ranljivimi, z različnimi generacijami in tudi različnimi pripadniki različnih kultur, da smo v 60 letih usvojili bogata znanja za delo z ljudmi, zaznavanje izobraževalnih potreb in tudi potem odgovarjanje na te potrebe in pa seveda ustvarjali odlične možnosti, priložnosti za medgeneracijski dialog kot eden od načinov pridobivanja neformalnih znanj, spretnosti na eni strani in tudi kot strani. Tako da zdaj pa predlagam, da še utrinke medgeneracijskega dialoga vidimo na filmčku. Ki jo bom jaz predstavila, in sicer medkulturni dialog. Zdaj, jaz sem vam dala tele gor samo en diagram, da bomo malo interaktivni. Če vas vprašam, zakaj se dogajajo migracije in zakaj se bodo dogajale v prihodnosti, kaj mi boste odgovorili? Zakaj? Zdaj znanstveniki pravijo, da se bodo vse migracije tam do leta 2081 dogajale zaradi podnebnih sprememb. To se pravi, ljudje bojo migrirali zaradi tega, ker bo prevroče in ne bo nič več raslo in zaradi tega bojo migrirali. Ampak z našega vidika je bolj pomemben, kaj nam prinašajo migracije. Če pogledate tale graf, kako bo do leta 2081 upadala delovna sila v Evropi, to je ta spodnji, pa zgornji prikazuje, kako lahko 71 milijonov migrantov tole zadevo spremeni vzdržno. Zdaj, kar sem vam hotela s tem povedati, je to, da migracije so tukaj, bodo, ker drugače ne bomo preživeli, ne glede na to, koliko se politično ali s kjerkoli drugega vidika s tem strinjamo. In priseljenci bodo tista ciljna skupina, s katero bomo na ljudskih univerzah delali vedno več. In pri tem se moramo določenih stvari zavedati, oziroma mi vidimo zadevo takole. Zdaj sem vam dala na eno slikico, seveda učenje slovenskega jezika. Ampak učenje slovenskega jezika je čisto in samo osnova. Mi moramo razviti za priseljence metode dela, programe, ki jim bodo omogočali socialno vključevanje. Ne samo to, da znajo slovensko, ampak posebne metode, samo tečaji ne bodo zadoščali, tlele, Franciji, ampak več, jaz lahko pove tale prispevek. Všeč HC. Najprej poglejmo na Jesenice. Svetovanje, ki ste rekla savjetovanje, svetovanje.
Tako izgledaju radionice za doseljenice koje Pučko učilište u Jesenicama organizira pod nazivom Dom gradi spomine, simbolično povezujući svoje dvije domovine, onu iz koje su otišli i Sloveniju. Priseljenci si izredno želijo naučiti slovenskega jezika, ampak od danes na jutri to ne gre, pa samo po klasičnih metodah tudi ne gre. To se pravi, da jih učimo tako, da se z jezikom srečujejo v praksi in da predvsem, da se srečujejo z večinskim prebivalstvom, ker to pomeni socialno vključenost. Kako kupiti kruh in mlijeko, kako se naručiti kod liječnika, posuditi knjigu u knjižnici, naručiti kavu u kafiću. To su svakodnevni izazovi za doseljenice. Zato su osnovne fraze vježbale na terenu. Učiteljica jih je na primer odpeljala v trgovino, kjer so morali vzpostaviti dialog s prodajalkami. Enako je bilo tudi v restauraciji, kjer so izvedli sami naročilo, tako da jih je tudi učiteljica vedno sproti popravljala. Polaznice su prošle kroz klasičan tečaj slovenskog i jezik razumiju. Poticali su ih da ga konačno progovore. Potem tudi vadimo razne situacije, ne vem, recimo se pokvari avto ali pa ne vem, dobimo avto na rentakar, pa potem povemo, kakšen ga želimo, pa tako naprej. Tako da v bistvu spodbujamo, da res govorijo po slovensko. Na radionicama su se razvila i prijateljstva koja ovim ženama, čiji su muževi uglavnom na poslu, mnogo znače. Ko sam prišla u Nesence, bila sam vedno zatvrta u stanovanje. Nisam mogla da izađem vani jer jednostavno ne znaš nikoga, sam si. Ful je bilo teško. Najveći je jezik problem. Kad idemo kod doktora, ne razumiješ. Na početku je ful teško, zdaj je lažije, zdaj smo dosta naučili se pogovarjati. Učenje jezika, radionice kuhanja, druženje uz kavu na slovenskom neke su od metoda uspješne socijalizacije, smatraju na Pučkom učilištu Jesenice. Kava je čejf bosanski. Kako? Čejf, mi kažemo čejf. Kaj to pomeni lahko? To pa ne poznam. Osvećujete... Aha. Učenje je, kako smo se uvjerili, obostrano. Evo, to znamo svi. Doktorica Marina Lukšič-Kacindova. Jaz mislim, da je tole povedali več, kot jaz lahko, tako da gremo na naslednjo temo, pa bom Polona spet prosila, o tem smo danes že govorili, pa bomo še, in sicer na trajnost. Ja, trajnost je tudi ena tema, s katero se soočamo in se bomo še bolj. Tako bom rekla, znanstveniki na že kar nekaj desetletij resno opozarjajo na številne ekološke probleme, ki so rezultat našega neodgovornega ravnanja z okoljem. In te težave se žal še vedno rešujejo zgolj pogosto na deklarativni ravni, tako da je res nujno, da začnemo z usposabljanjem za trajnostni razvoj. Mogoče na primeru, verjamem, da malo odraslih in pa mladih se zares zaveda dejstva, da je na primer treba vodo, prst čuvati in z njima smotrno gospodariti, ker sta pač življenjskega pomena za našo vrsto in življenje nasploh. Zdaj, kakšno je življenje po načelu trajnosti, kakor smo si mi zamislili, tisto, kar vidimo in tudi danes je bilo že večkrat izpostavljeno, povezovanje javnega, zasebnega sektorja, nevladnih organizacij in da skupaj iščemo rešitve na različnih področjih, kot vidite na drsnici, se pravi od vseživljenjskega učenja, kakovostnega bivanja, da morda se spomnimo, da vse učilnice nimajo 4 sten in prilagajamo pogoje in pa načine poučevanja, seveda inoviramo in pa izkoriščamo še neizkoriščene potenciale. Veliko tega že počnemo, od metod učenja v naravi, se pravi nordijska hoja, učenje v naravi z naravo, izkustveno učenje, na primeru, ko vidite na slikcah, oživljanje starih travniških sadovnjakov, povezovanje s taborniki, čiščenje lokalnega okolja in pa zavedanja pomembnosti ekološke ozaveščenosti in pa dejstva, kako pomembno je, da znamo našo naravo dobro ravnati, ker se pač v njej gibamo. Vsi poznate pridelano, prodano doma, to je to tisto, v katero smer se nekako tudi gibljamo potrošniki, in pa da stare ostanke koristno uporabimo, pa naj bo to les ali kakšna drug material in spremenimo namembnost, se pravi v smislu ponovno uporabe starih kosov oblačil, iz starih kavbojk, rjuh lahko nastanejo res novi lični izdelki. Kaj je tisto, kar se izhodišča oziroma pobude za danes in pa jutri, tisto, kar se nam zdi
v vidiku, v kontekstu izobraževanja odraslih, je to, in sicer učenje o naravi, v naravi in z naravo. Se pravi, da nekako pridemo iz nestrukturiranih, preveč splošnih programov do ugotavljanja in pa prepoznavanja potreb, razvijanja zmožnosti delovanja novih področji in pa seveda vključevanje praktičnosti, novih pristopov in da ne smemo pozabiti na udeležence kot soustvarjalce teh praktičnih vidikov in uporabnih rešitev in pa, kar smo že danes večkrat slišali, se pravi kompetence, kritično mišljenje in da tudi znamo te kompetence potem udejanjati v praksi, inovativno razmišljanje, socialne kompetence, čustvena inteligenca, etična presoja, zmožnost odločanja in pa seveda kompetence. Tako da na slikicah lahko vidite tudi nekaj utrinkov iz učenja v naravi. Letošnje naše strokovno srečanje v okviru združenja je bilo na Kopah in smo se 2 dni res posvetili temi metode učenja v naravi v izobraževanju odraslih in tudi veliko od tega sami izkusili. Angleščina se lahko uči v naravi, ob čaju, s tem bogatimo jezik, širimo svoj in pa seveda tudi doživljamo naravo kot tako. Raziskovanje na terenu, botanika Pohorja, nordijska hoja, kot že rečeno, tudi energetski pilates se lahko izvaja v naravi in vse prednosti, ki jih prinaša, lahko občutimo takoj. In tudi tečaj digitalne fotografije lahko prenesemo iz učilnice v naravo in uporabimo naravo kot prostor za fotografiranje in učenje na tem področju. Hvala lepa. Zdaj prihajamo pravzaprav na zadnjo temo, tako da samo še malo zdržite. In sicer učenje z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, digitalno, ali kakorkoli že rečemo, tako da Franja, prosim. Namesto digitalno učenje, učenje v digitalnem svetu. Torej, digitalizacija, to je tisto naše področje, s katerim vemo, da se bomo morali tudi v prihodnosti dosti ukvarjati. Namreč vemo vsi, da digitalizacija terja bistvene spremembe skozi vsa življenjska obdobja. Če lahko samo povem podatek, Evropsko središče za politične strategije je digitalizacijo uvrstilo med 10 trendov, ki najbolj spreminjajo proces izobraževanja. Statistika, ne bomo kaj dosti govorili o statistiki, vemo, da vse statistike to dobro podkrepljujejo, torej kaže, da bo tudi prihodnje dvig digitalnih kompetenc prioriteta Evropske unije. Dejstvo je, da ljudem tudi v Sloveniji primanjkuje digitalnih veščin. Kakšen je naš digitalni vsakdan? Torej, govorimo o družbenih omrežjih, govorimo o e-zdravstvu, e-javni upravi, e-financah, spletnih trgovinah, e-izobraževanju. Če želimo slediti tem trendom, moramo seveda se v to malo poglobiti. Predvsem pa mislim, da moramo izhajati iz potreb odraslih udeležencev v izobraževanju odraslih. Potreb odraslih udeležencev, tako. Torej, kaj nam narekujejo potrebe odraslih udeležencev? Govorimo o različnih ciljnih skupinah. Ko smo s kolegi razmišljali okoli tega, smo ugotovili, da imamo trenutno med našimi udeleženci predstavniki vseh generacij, torej od tistih iz baby boom generacije do generacije Z. Ko govorimo o generacijskih razlikah, se mi zdel zelo zanimiv podatek, da je prvič v zgodovini mlajša generacija obvladala veščine, ki so najbolj iskane, starejši pa pri tem zaostajajo. Mislim, zanimiv. Vemo vsi, da je tako res, ampak tako ubeseden mi je pritegnil mojo pozornost. Torej, potrebe odraslih izhajajo tudi iz trga dela, narekujejo jih življenjske okoliščine, predvsem pa to, da si mi vsi skupaj, to smo danes tudi večkrat želeli, za kakovostno življenje, želimo digitalno vključenost vseh. Tukaj bi seveda morali izpostaviti najbolj ranljive ciljne skupine, ki so največkrat prikrajšani do različnih izobraževalnih vsebin. Če govorimo o učenju jezika v digitalni dobi, smo razmišljali o tem, kakšne izzivi, kakšne priložnosti in izzivi se postavljajo pred nas kot ljudske univerze ali kot izobraževalce odraslih v digitalni dobi. In sicer moramo vzpostaviti učno okolje v 21. stoletju,
Kot rečeno, tukaj ne gre več zdaj za digitalno učenje, pač pa za učenje v digitalnem svetu. Poudariti želimo, da mora biti tehnologija v službi pedagogike in ne obratno. Kakšne tehnologije pa so nam na voljo, vsi vemo, različni e-učni viri, aplikacije, e-izobraževanje, e-učilnica. Vse ta tehnologija omogoča večjo fleksibilnost, seveda glede kraja, časa in tempa učenja in pa omogoča tudi večjo individualizacijo učnega procesa. Kar pa želimo poudariti zopet vlogo izobraževalca, torej kot rečeno, je lahko tehnologija samo v službi pedagogike, v službi izobraževalca, smo razmišljali o tem, da se vloga našega izobraževalca tudi spreminja in sicer v tem procesu postaja bolj mentor in usmerjevalec, kar pomeni, da mora doseči sam premik v miselnosti in jo ta premik v miselnosti doseči tudi pri svojih udeležencih. Potrebna mu je strokovna usposobljenost in pa ustrezna IKT oprema oziroma tudi organizacijska in tehnična podpora. Pri tem bi rada izpostavila to, da tukaj ne gre več samo za izvajanje programov, kot so računalniška pismenost za odrasle, temveč za vključevanje vseh uporabnih orodij v vse izobraževalne programe. Seveda, Ljudske univerze tukaj nismo nepopisan list, torej že kar nekaj izkušenj imamo tudi na tem področju, zato bi mogoče izpostavila dva intelektualna rezultata iz dveh Erasmusovih projektov. Ko govorimo o tehnologiji v službi pedagogike, ste tam verjetno videli, da smo imeli zapisano tudi kombinirano učenje. Tukaj bi se rada pohvalila z enim krasnim priročnikom, ki smo ga izdelali, torej nosilci projekta Erasmusa smo bili UPI Ljudska univerza Žalec. In ta priročnik ponuja krasna orodja, ki naj služijo izobraževalcem odraslih, torej tista tehnološka orodja, ki bodo lahko učenje in izobraževanje odraslih naredila bolj zanimiva, bolj privlačna, bolj fleksibilna in tudi individualizirana. To je tale priročnik, zaključek enega projekta. Kolegi iz RIC Novo mesto pa so v dveh projektih razvili Open Badges, to pa je orodje za vrednotenje kompetenc. Torej, Open Badges so značke za IKT specifične vsebine za izobraževalce odraslih in pa tudi značke za mehke veščine za različne ciljne skupine v povezavi z Europass življenjepisom. Bistvo teh značk je, da vrednotenje ne temelji več na samooceni, ampak imamo skozi te značke tudi možnost preverjati znanje. Torej, predstavljajo že dokazilo o doseženem znanju. Ok, hvala lepa. Jaz vem, da ste vsi utrujeni, se sam še en slajd, s katerim bi jaz rada zaključila. To se pravi, če smo govorili o robotizaciji, imamo po mojem prepričanju Združenja izobraževalnih in svetovalnih stališč Slovenije dve možnosti. Ali da se z roboti spopademo, kdo bo močnejši, ali pa da robotom damo roko. Zdaj bom pa prepustila, da se sami odločite. Zdaj bom pa samo še izkoristila tole priložnost, da vsaki Ljudski univerzi posebej čestitam ob 60-letnici in vsem skupaj nam čestitam ob 60-letnici. Definitivno smo najboljši in bomo naslednjih 60 let najboljši tudi ostali, tako da predlagam, da si malo zaploskamo. Hvala lepa še tej trojki, posebna hvala Maja tebi, da si opravila del mojega posla še in čestitala vsem Ljudskim univerzam. Ko je besed preveč, smo danes slišali, je čas za neko praznino in za povezanost s kulturo. En tak primer praznovanja 60-letnice Ljudske univerze, ker se je to dejansko zgodilo, je bilo v Slovenski Bistrici. In čestitke za ta inovativen pristop. Inovativne pristope imamo tudi na drugih lokacijah, nekateri ste že praznovali, drugi še boste.
12. Bojan si omenjal, je verjetno zadnji datum, tako da resnično čestitke v imenu vseh nas in v prihodnost zazrti, verjamemo, da boste svoje poslanstvo kakovostno in z vso zavzetostjo izpeljevali še naprej.